Jaz sem jo vse zasel. Ne, Anton je bil bogataj. Je dobar bogataj. Evo, punce, vrsto, dajmo, si peč. Punce imajo prednost. Jaz sem osem, da ne. Ja, ti imaš vse, ali ne? Kdo ima vse angliščino? Pa to će biti pravo koji spekare. Još i bolje. Evo, kolegi, takole boste dobili hrenovko. Zdaj vam sam pokažem, kako se to speče. Takole obvezno ne dajati na plamen. Ja? Ves čas lepo vrtite, a ne date nekam na žerjavico, kot sem rekel, in ves čas vrtite, da se enakomerno peče. Res ves čas probajte počasi vrteti. Kot dojka, tako. Na mehki del kolena date nož, ga fiksno držite in potem samo obdelovanec takole vlečete in delate taka peresca, feather stick se reče temu. Kaj? Buta. Gledajte tako, da boste kresilo imeli na trdi podlagi. Ta ploščica ima tukaj napis up. Ta napis mora biti obrnen proti ven, obvezno. Če bo obratno, ne bo nič, ker tale oster rob tukaj spodaj je tisti, ki ustvarja trenje. Pravi, je treba zalaufati. Praskamo spet. Okay. Prav 10 takih date eno vrh drugo in to zagori potem čisto normalno in ko imate začetno toploto, lahko pol tudi sveže veje kurite. Ko imate enkrat začetno obe nazaj, takole od spodaj, pa ven. In dobimo alpinsko zanko, se reče. To je vozu, ki se imenuje tudi topovski vozu, namreč to vidite, da se lahko kjerkoli na vrvi naredi in ta vozu ne potuje po vrvi nikamor. Ta zanka je lahko tako velika, bom pol pokazal z večjim štrikom, da se lahko date čez prsa, 3-4 komadi in spet ponovite, tako da dobimo dve taki zanki okrog tele osnovne vrvice. To je na penjalni vozu. Lahko gremo tudi trikrat naredimo to, štirička pa trebušček. Prav vse tri zanke morajo iti, vidite, takole, okrog tele mora biti narejene. Zategnite in potem lahko zadevo napenjate, recimo skrajšujete vrv, res kaj napnete, kot sem rekel pri šotoru, vidite, da pol vozu ta ostane, je pa čisto enostaven za ga razrahljati. In zdaj ga bomo pač takole napel. Oziroma tle bomo dali še tole malo pod kotom in spet ponovite, tako da dobimo dve taki zanki okrog tele osnovne vrvice.
To je napenjalni vozel. Lahko gremo tudi trikrat naredimo to, ne? Štirička pa trebušček. Sprav vse tri zanke morajo iti, vidite, takole, okrog tele mora biti narejene. Zategnete in potem lahko zadevo napenjate, recimo skrajšujete vrv, a ne? Res, kaj napnete, kot sem rekel, pri šotoru, a ne vidite, da pol vozu ta ostane, je pa čisto enostaven za ga razrahljati. Ja? In zdaj ga bomo pač takole napel, oziroma tle bomo dali še tole malo pod kotom. Ni suha pogoda? Moram jo bolj namučiti. Nekaj se dogaja. A kriva še enkrat. Ja, pa bomo šul teh palmic narediti. Saj bi se z nožem je veliko. Ok, preden začnete, vedno preverite vrv, če greste sploh, če greste kam plezati, čez kakšno reko, čez potok, čez prepad. Prepad, ti ste že malo težji, ti smo že pač med druge veščine, ampak recimo, da hočete reko preplezati oziroma preplavati, oziroma jo prehoditi, oziroma iti čez njo, suhi. Seveda se bo mogel na začetku nekdo razkirati, da bo šel čez reko, nesel štrik s sabo, oziroma ga bo vlekel, oziroma bo tudi sam navezan na njega. Če se mu karkoli zgodi, da ga ta drugi lahko ujame, pa ga potegne nazaj. Ja? Je smiselno? Je. Se pravi, kadar uporabljate tak vozel, se pravi, če bi zdaj jaz padel nekam v jamo, ali pa v morje, ali pa nekaj kakorkoli, bi pa prišel en smotan helikopter, ker ne bi imel reševalca, ali pa bi mi kolegi neko vrv metali z ne vem kje dol, pač ne vedoč, kako se to rešuje. Tako lezanko naprej, to se reče tale pašnjak, oziroma mrtvi vozel, oziroma bowline knot. Sprav tudi pri loku se veže ta vozel, zato da se vam tetiva ne sprosti, ja? Drži? Se pravi, naredimo takole, te vozle imate vse na YouTube, tako da, če boste kaj svalili, lahko se pol pogledate. Se pravi, zajček pride ven iz lukance, steče okrog drevesa in nazaj v lukno. Zategneš. Ja? Dobro zašponem. Še enkrat. Tako, zdaj pa ja. Se pravi, ta vozel, vidite, da ne potuje nikjer po vrvi gor pa dol. Zakaj vam to govorim? Ker če vas bojo oni gor dvigali, se vi lahko recimo ne sveste, ker ste že, ne vem, ali skrvaveli, ali ne vem, kaj vam ni bilo prav, ali pa ste pač ne mogli. In skratka, tudi če vi padete v nezavest, vas bojo na ta način tudi nezavestno dobili ven iz prepada, ja? Sem en konček videl, da se vidi. Ok? Se pravi, tudi če ste nezavestni, vas bodo na ta način dobili in ta vrv se vam ne bo zadrgala okrog prsnega koša, ker kaj se zgodi, če vam vrv zategne prsni koš, ne morete vdihniti več. Bez zraka. Kaj? Da ostanemo bez zraka. Ja, tako je v Ivančni Gorici en gospod, ki je šokras, ne vem kva. Je šokras je navezal na en most na železnico, ne vem kaj. Tako gremo na vrv. Tako, da date recimo desno nogo čez, vendar pozor, stopalo oziroma gleženj je na levi strani vrvi. Pa če to desna stran vrvi, če smo tako obrnjeni, če to desna stran, leva stran, imamo desno nogo jasno na desni strani, ampak gleženj pa zahakljamo na levo stran, na to stran. Pa vidimo. Se vležete gor na vrv, se namestite, da vam jajca ne zmečka in tako, ne, fantje.
In no, gor počivam, ležim. In ko hočem iti naprej, samo nogo se potegnem, roke stegnem, se dvignem na vrvi in se potegnem naprej. Ali pa se še z nogo potiskam, a ne? Ja? Noga ta mi je pa za ravnoteže, ni šans, da padem dol. Ni šans. Ne, lahko počivam, sem rekel takole, ne? Evo, to nogo moraš kar imeti dol v bistvu, ti je najbolj, da se ne prekusneš, jaz sem že pač 100 kilometrine, da ni problem. Pa če si utrujen, da imaš ful dolgo špuro čez reko, pa kdor bo želel, lahko tudi potrenira, a ne? Se pravi, trikrat ovijemo okrog dlani, to vrv, a vidimo? 3 vrvice. So. Prijete z roko od spredi noter, zagrabite ta sredinsko vrvico, potegnete ven toliko veliko zanko, kot želite. Zdaj bi to zanko lahko naredil toliko veliko, da jo dam lahko čez rame, sem rekel, in da pol vlečemo nekaj ven, smo rekli. Ves? Smo rekli to, ne? Ja. Se spomnimo? Se pravi, zdaj rabimo manjšo zanko, ne bomo zdaj vlekli drevesa nikamor, ne? Bomo pač šli tle od spodaj pod tema 2 vrvicama, a ne, proti prstom in to zategneš. To se zategne lepo, a ne? Vidimo, lepa zanka nastane in zdaj imam že boriček, a ne? Takole nekako. Tle potegnete čez kaj? Vrv. Zdaj jaz ne bom, ali pa lahko, da vas ne bo zmedlo, ker bo pol preveč vrvi. Dolga je, ne? Ok, zdaj imam tle samo eno, to, s katero sem prišel okrog, čez tole in zdaj grem kam? Nazaj v linijo in vlečem, kakor lahko, zato ker res želim napet, a ne? Res napet. Tlele stisnem z levo roko in naredim tako trenje. Vidimo, da z 2 prstoma, ta zgornja vrvica, ne zanka, se oproščam, gre čez spodnjo, od zadaj in čez to zanko ven, ki smo jo naredili. Ja? Zategnemo in dobimo takle vozuček. To obrnete okrog in vidimo, da imamo tlele že eno od teh zank. Ja? Torej, proti tej roki, ki držim to glavno vrv. Tle naredite tako, da potegnete čez zanko to vrv, torej te 2 vrvici, jih poveznete kar čez. Ja? Ko ste 3krat ovili, poiščem spet te 2 vrvici in zategnem. To ne gre pol, lahko delate kar hočete, ne bo razpadlo, ni šans. Ok? Lahko date tudi v pralni stroj. Velja? Ja. Se ne bo zapletel.